Evo, tedenski report energijskega dogajanja oziroma dogajanja na energijskem nivoju. Dajmo začeti. Zdaj, jaz sem zadnjič v videu povedala, da si bom jaz to sproti zapisovala, zato da bo to lepo organizirano. Ampak fora je, da si nisem nič zapisovala, ker se mi taki vpogledi spontani zgodijo največ takrat, ko sem glih nekje, ker si ne morem tega zapisati. Ali recimo kuham, ali sem na sprehodu, ali sem nekje zunaj, ali pač počnem kaj takega, da nimam pri sebi svinčnika in papirja oziroma telefona. Fora pa je tudi v tem, da se pogosto dogaja toliko stvari, da če bi si res vse zapisovala, bi mi to vzelo preveč časa, tako da sem se pol odločila, da si jaz ne bom nič zapisovala, ampak bom čisto na random govorila tle, tako kot mi letijo misli, ker pač tako jaz najlažje delujem in zdaj, kdor me razume, kdor me pač ne. Se pravi. Jaz sem v petek posnela vpogled za Kordiša, takrat sem se povezala z njegovo energijo. Na ta dan zvečer pa sem objavila mojo analizo oziroma kritiko dokumentarca Janeza Janše z naslovom Na svoji strani. Zdaj, ko sem delala vpogled za Kordiša, sem videla, da ima on zelo močno in stabilno energijo, kar mi je bilo takoj zelo všeč. In zvečer, ko sem objavila ta dokumentarec, mene je bilo dobesedno strah. Jaz sem v sebi čutila ful velik strah, predvsem zato, ker je dosti ljudi imelo zelo veliko negativnih kritik na ta dokumentarec in nekako sem se počutila ful izpostavljeno, sploh pa objave, ki so vezane na Janšo, zelo hitro potujejo po spletu in nekako sem se psihično pripravljala na to, da bom imela veliko negativnega feedbacka. In ko jaz to objavim, ker sem bila še v dilemi, če bi ali ne bi, jaz to objavim in malček potem začutim energijo od Kordiša, ki je prišel k meni in mi je rekel, da lahko on prevzame del te negativne energije in da me na nek način zaščiti. In to je bilo meni takrat ful lepo, pač lepa gesta, s katero si je seveda tudi pridobil plus točke pri meni. In ko sem mu to potrdila, se je pokazal prizor, kako on sedi na enem stolu in takrat odenkrat val vode čez njega in to so letele ribe, alge, vse je bilo nekako tako en res ful močen push energije, ki ga je zalil. Ampak on je ostal ful stabilen v tem procesu in tako, mislim, ga je malček tako sesulo, streslo, ampak je rekel, držim se, ne, in pol je bil tako cel moker in vse je kul, ne. In mi je bila to taka zanimiva izkušnja. Zdaj, kaj se je pol pokazalo v fizičnem svetu, verjetno je on zaradi tega doživel precej hudih kritik, ker glih v tem vikendu, čakaj samo, da vidim, če piše pred 8 dnevi. Ne piše, ups. Čakaj samo trenutek. Ja, ne, 8 dni nazaj, kaj zdaj to je, nima veze. V glavnem, je imel to soočenje na POP TV in po tem soočenju so mnogi tej politiki začeli dobivati več tega hejta. Tako da možno, da je on prevzel del moje energije, po drugi strani pa oziroma na moji strani pa je bilo tako, da ta dokumentarec sploh ni dosegel, mislim, ni imel niti nekih ful ogledov, ni bil neki ful popularen, tudi nisem dobila nekega hejta zaradi tega, tako da verjetno je on prevzel del te moje energije, kar na nek način sem mu hvaležna, zaradi tega, ker če bi ta moj dokumentarec res šel v tisto stran, kot sem jaz pričakovala, bi bilo kar brutalno, kar naporno to prenašati energijsko. Zakaj? Ker večinoma se v komentarjih oglašajo samo tisti, ne, vsi tisti ta pametni, ne, oziroma tisti, ki razumejo, zakaj se gre, tisti, ki podpirajo, tisti so ponavadi tiho, ne komentirajo. In to je po eni strani ful žalostno, po drugi strani pa čisto razumljivo.
In fora pa je v tem, ne, kadar ti doživiš toliko enih negativnih komentarjev, ti imaš občutek, da te vsi sovražijo, dobesedno vsi, tudi oni, ki te načeloma podpirajo. In je ful težko to premagovati. In zdaj, če bi jaz dobila ful enega hejta po to, bi bila kar težka preizkušnja zame. Tako da na nek način sem dobila občutek, da je Miha prevzel del teh energij, kar sem jaz bila na nek način pol oškodovana, ker nisem dobila spet toliko dosega, ampak po drugi strani sem bila zaščitena zato, ker vsaj nisem dobila toliko hejta. Fora pa je, fora pa je, da na ta dan, v petek, ko je Miha prevzel to mojo energijo, sem pa jaz imela možnost si ogledati še druge svetove. In najprej je prišel tale Zoran Stevanovič. On se je prvi nekako pojavil v tem mojem energijskem prostoru, oziroma ni se pojavil on, ampak dobesedno sem kar pristala v njegovem svetu. In ko sem si ogledala njegov svet, mi je bilo zelo, zelo zanimivo. Zelo sem takoj vedela, aha, to bo velik izziv. Namreč njegov svet je ena velika trdnjava s tako debelimi zidovi. Se pravi, meter ali pa celo še več, meter debel zid, in ta zid je narejen iz kamnov. In jaz, ko pridem pred to trdnjavo, sem bila najprej tako malo zmedena kot Zoran. Kaj je ta trdnjava? Ampak po drugi strani mi je bilo smiselno, zato ker dejansko njegova energija je taka zelo zaščitniška, zelo oborožena. Tako da se mi je zdelo to smiselno. In potem sem rekla, dobro, nima veze, smo v trdnjavi, dajmo najti skriti vhod, šibko točko. In jaz hodim okrog te trdnjave in hodim, se to bom pol še opisala, mislim, da se bom danes njega lotila. Ampak hodila sem okrog te trdnjave, ja, v bistvu ne bomo šli, zdaj to bo, ko bom delala za Zorana. Ampak v glavnem trdnjava je bila. No, kasneje tega večera, še vedno v petek, pa sem začutila tudi energijo Feratoviča. Se pravi, on je Jasmin Feratovič iz stranke Pirati. In ful mi je bilo zanimivo, ker on ima tudi zelo globok svet, podobno kot Kordiš, samo da od Feratoviča svet je še bolj globok, tako še bolj, in je dejansko v nekem podvodnem svetu. Zdaj, pri Mihi Kordišu tudi sem prišla sem bila kot nekje globoko v oceanu, ampak Feratovič, razlika med Kordišem in Feratovičem je v tem. Kordiš ima zelo globok svet, kot da bi šel v ocean, v neko globoko dolino. Ne? In kaj sem rekla takrat, kadar imajo ljudje globok svet, takrat v tej globini skriva nekaj fantastičnega, nekaj, kar je oh my god, ful dobro, wow. Ampak ta ful dobro, wow, je zaščiten in zaščiten je z njihovo temno masko. Temna plat ščiti to njihovo globoko resnico, njihovo globoko notranjo moč, notranjo pač tisto njihovo poslanstvo praktično. In zdaj ljudje se bojimo tudi mi sami svoje te temne plati in zato pogosto ta potencial nekje pustimo stati, ker se bojimo biti drugačni, ker se bojimo povedati na glas, ker se bojimo izpostavljati. Ker s tem izpostavljanjem v bistvu ti kažeš, kakšna je ta tvoja maska, kadar govoriš svoja mnenja, kažeš, kakšen si ti v resnici, kakšna je ta tvoja temna plat, ne? In tega se večina ljudi boji. Ampak ta temna plat je v bistvu tam predvsem za tiste, ki pridejo dejansko tako globoko v njegov svet, torej ljudje, ki se povežejo s tabo, ki jih spustiš globlje, ki jim poveš več resnic, več skrivnosti, ki začnejo videvati tvoj drugi obraz. Če se nekdo preveč temu približa in tam skruši tvoje zaupanje, se pol pokaže ta temna maska in ta temna maska je lahko zelo intenzivna in tudi tako strašna. Ok, zdaj pa, če gremo to je Kordiševa globina. Ampak Feratovič ima drugačno vrsto globine. Pri njemu greš v podvodni svet, ampak v tem podvodnem svetu so podtalni
te um, kanali, jame, skratka podmorsko, se pravi, to je morje, tle je dno in pod dnom so te neki kanali morski, neke jame, vsi neki taki rovi so, dobesedno so rovi in mm, fora je, da če greš raziskovati tak svet, je zelo strašno, ker se težko, recimo, pač to je tako težko opisovati. Če imaš globoko jamo, ti pač plavaš gor, mislim, globoko dolino, nekje v globinah, pač če ti tam ni prijetno, hitro lahko zbežiš, tako da splavaš ven in greš gor, ne. Če pa imaš tak svet, kot je Feratovičev, da greš tja notri po teh, enkrat, ko prideš ti v globino njegovo, tam ni več izhoda, enkrat, ko si ti tako globoko z njim povezan, si z njim povezan. In zdaj, boh ne daj, da tam kaj da mu daš nož v hrbet, ker sploh on ne bo nič. Ampak te bo uničil, brez da bi karkoli naredil. Dejansko ima on neko tako energijo in tudi to sem. To sem jaz opazila in meni je bil ta Feratovič ful zanimiv in sem rekla, wow, ko me čakam, ne. In fora pa je bila, da sem že zvedla, da je bilo soočenje ali pa da bo kakorkoli in v soboto sem si jaz to pogledala, ker sem videla, da je na YouTubu. Celo soočenje. In jaz si to ogledam in zdaj tako, bom tudi to pokazala, zato ker je pač, dajmo si skupaj pogledati, čakaj za malo, da si jaz to naštimam. Ok. Takole. No, mislim, ta moj setup je tak, da Bog pomagaj, ampak. Zdaj čakaj, da si jaz to prav naštimam, da bom ziher pravi ekran dala. Screen, share sound. Ok. Ne, dobro, čakaj, bom to probala se še spremeniti. Če bom našla. Moment. Aha, layout. Moram še sebe naštimati tlele zraven, takole. Evo, tako, ne, da se me vidi. Čakaj, zdaj, da si še to okence umaknem. Lej, ko bo ta serija bolj popularna in ko bo dejansko pač, ko bo to malo zraslo, bom tudi imela boljši setup in vse to. Zakaj to tako zdaj šteka? Kaj imamo tako slab internet ali kuga? No, če si zdaj pogledamo tele naše junake, ko sem jaz gledala to soočenje, meni je bilo to soočenje tako zabavno. Jaz sem prav uživala. Energije vseh teh petih likov so tle zelo, zelo zanimive. Pogledala sem si tudi soočenje parlamentarnih strank, torej teh strank, ki so že v parlamentu, ampak fora je bila, da niso bili njihovi predstavniki tam, ampak pač njihovi poslanci. In mi ni bilo toliko zanimivo. Medtem ko pa to soočenje mi je bilo prav wow. Zdaj, če gremo na hitro čez, toliko da vidite, kaj sem jaz razbrala, poglejte si, kako držijo te fantje roke, ne. Recimo, Preblič je večino časa držal svojo, kaj je to, čakaj, levico v ospredju, se pravi desnico je skrival, hotel je pokazati bolj svoj levi pristop. Prav tako Zoran Stevanović je tudi imel večinoma levico v ospredju. Tale Anže Logar, on je dostikrat držal roke tako, tekom soočenja, recimo taka drža rok, sploh če je tako lepo sproščena, meni kaže, da je to oseba, ki se bi rada združila v neko v nekem soglasju, da se najde nek kompromis, da je komunikacija sproščena, spoštljiva in tako naprej. Recimo Janez Janša tudi dostikrat tako drži roke, ampak on ful tako stiska, ne, kar kaže na to, da je tako, da ful regulira svoja čustva, da bolj hoče uporabljati razum medtem, ko govori. In tudi tale gospodič, kaj že, Miha, zakaj mi je zdaj padel njegov priimek? Zdaj mi prihaja Miha Košir. Kaj je že, no, Miha Kordiš. On je tudi imel večino časa tako roke,
se pravi, desnico gor na levici. In to dosti pove, iz katere perspektive takrat govorijo, ne. Če imajo levico spredaj, so nekako bolj levo usmerjeni, torej bolj, pa ne politično gledano, ampak to je tudi leva stran je ženska energija, desna stran je moška energija, ne. Tudi politika je tako, ne. Tisti, ki so bolj desno usmerjeni, so bolj red, pravila, akcije, tako zelo strukturirano, kar je moška energija, levičarji so ponavadi bolj tako free, bolj tako svoboda, ne, in to je pa ženska energija. In v bistvu, kako kdo drži roke, ti pove, katero energijo daje takrat v ospredje, ne. In tukaj vidimo Prebliča, ima, čakaj, upam, da se vidimo miško, bom jaz dala to takole, čakaj. Kje je ta, evo ga. Preblič, in je imel večino časa levico v ospredju, Zoran je vmes nekaj zamenjal, in tako naprej. Zdaj, najbolj zanimiv mi pa je bil Jasmin. V tem soočenju Jasmin je prav dobil ful plus točk pri meni. Zakaj? Bom še povedala, ko se povežem z njegovo energijo, ampak v splošnem meni so bili Pirati že od samega začetka všeč, oni so se ustanovili leta 2012, in mislim, da na teh volitvah 2014, takrat sem bila jaz ful angažirana za to in itak sem njih volila, pač meni so bili že zanimivi prav zaradi njihovega imena, ki je tako Pirati, njihova celostna grafična podoba, pa ful so taki čisto kontra nekim političnim standardom in to mi je bilo všeč, ne, da pride v parlament nekdo, ki je tako res nekaj drugega. Oni žal takrat niso prišli v parlament in takrat sem jaz to izgubila sploh voljo voliti, zato ker toliko sem se poglobila v to, raziskovala, poslušala vsa možna soočenja in na koncu niso dobili niti enega stola v parlamentu oziroma v državnem zboru. Zdaj sem ful vesela, da oni spet kandidirajo oziroma da so spet v tej predvolilni kampanji. Zdaj imajo novega predsednika, takrat mislim, da je bil nekdo drug. In ta Jasmin mi je prav tak lik, on prav paše v to stranko kot predsednik. Tako lepo jo pooseblja, ampak zakaj mi je bil Feratovič tako všeč? Cel čas soočanja je on držal roke tako. On je imel obe roke na mizi, obe roki je imel konstantno vzporedno, bil je cel čas zelo miren, potrpežljiv. Če je Miha Kordiš močen in stabilen v svoji energiji, in dajmo mu oceno recimo za moč in stabilnost, dajmo mu 9 od 10, potem je Jasmin Feratovič po teh istih kriterijih tako 20 od 10. On ima pa res tako stabilno energijo, on je prav ko en tak, ne vem, kako bi opisala, res en tak temelj, ki je skorajda neuničljiv. In ta njegova drža rok, da je imel tako ves čas na mizi obe roke, vzporedno, mi to kaže, da je on zelo sredinsko usmerjen. On zna obvladovati to moško in žensko energijo, kar moška, se pravi globoka energija, kadar ima nekdo zelo globok svet, to je moška energija, ampak ker je pod vodo in še pod gladino, mislim pod dnom vode, je še v nekih vodah, v nekih rovih, pač to mi kaže res na en tak lep balans. In ko sem gledala to soočenje, mi je prišla tudi ta misel, da v bistvu je vseeno, če Pirati pridejo v parlament ali ne, zato ker oni znajo delovati pod površino, oni znajo delati take mini pretrese, če bodo bolj angažirani. Zdaj ne vem, koliko so bili oni dejansko angažirani do zdaj, koliko so kaj delali v svojih programih in te stvari, nisem jih spremljala, ampak če so definitivno, oziroma če bodo to delali, bodo definitivno imeli moč, če bodo v parlamentu ali ne. Seveda, jaz si želim, da pride v parlament, bi se mi zdela zelo taka zanimiva dinamika, sploh zato, ker recimo vsi politiki večinoma so pobriti, ker to je skoraj nek tak standard, namreč, če imaš ti obrit obraz, na nek način daješ občutek, da nič ne skrivaš oziroma neko transparentnost kažeš, ne. S tem, in če pogledamo vse velike politike na svetu, nihče nima brade praktično. Trump, Putin, Elon Musk, sicer on ni politik, ampak okej, dajmo reči, on je nekako zelo pomemben človek, ki vpliva tudi na politiko.
Um, kaj so jim, George Bush tudi ni imel brade. Se pravi, ta večji politiki običajno nimajo brade. Ampak seveda, pač to, če nimaš brade, to ne pomeni, da si transparenten, gre se bolj za neko kao bolj čisto sliko in meni je tle lik Feratovič všeč in enako Kordiš, ki ima tudi brado. Feratovič mi je všeč, ker je res tak čisto nek XY lik, kot da je prišel z nekega metal koncerta. In ta brada, taka gosta, taka zgleda neurejena, prepuščena, pa lasje dolgi, speti v čop. Tako, ful mi je všeč, pa tudi tatuje ima na roki, kar je nekako, dajmo reči, kontraverzno, da ima nek politik tako potatuirane roke in prav zato mi je on všeč, ne? Ker res prinaša neko tako drugačno perspektivo, tako da definitivno jaz, če se lahko opredelim, definitivno povem, da sem opredeljena za pirate in navijam za njih in volila bom za njih in vse to. Ok. Zdaj, pri tem soočenju je tudi pomembna informacija ta, da je Zoran Stevanović. Jaz sem ga spremljala, ne, pač ok, tle sta me zmotili dve stvari pri njemu. Prva je ta, da je rekel, da se je pravno zavezal, da z Janšo ne bo sodeloval, kar mi je tako, ne. Čakaj, da jaz ugasnem ta, ker zdaj itak tega več ne bomo rabili. Ne. Stop share. Ne vem, ker me ful nekaj šteka, pa da razbremenimo procesor. Ups. Čakaj, malo en moment. Se pravi, ja, na nek način on se je zavezal, da z Janšo absolutno ne bo sodeloval, kar je ful super, ful zelo pogumna poteza, sploh za tiste, ki so antijanšisti in bodo zaradi tega, ker je on podpisal to pogodbo, mu dosti lažje verjeli. Ampak jaz se sprašujem, kaj bo, če se z njim usoda poigra. Kaj bo, ker tako je, ne, če ti rečeš, jaz ne bom nikoli, ko ti rečeš, jaz tega ne bom nikoli, ti avtomatično, zdaj ti bom povedala, kako deluje energija, ne, in namesto energije bomo uporabljali besedo Bog, ker zakaj pa ne. Ampak ti rečeš, jaz pa ne bom nikoli sodeloval z Janšo. In Bog dobi v poštni nabiralnik tvoj mail, ne, kjer piše, Zoran Stevanović je rekel, da ne bo nikoli sodeloval z Janšo. In Bog se takrat tako nasmehne. Ja. Ti praviš, da ne boš sodeloval z Janšo? Pa ajde, da te vidimo. Da te vidimo, če si res mož beseda, ne. Dajmo ti dati eno tako lepo priložnost. No, in pol Bog naredi to, da on tako pogleda, kakšne so opcije, da bi ti prišel direkt tja, kamor si rekel, da ne boš šel nikoli. In to ti ne da zato, da bi preizkušal, če si res mož beseda, ampak bolj zato, da ti odpre obzorja. Torej, kadar te da pred tako izkušnjo, za katero si rekel, da ne boš nikoli, te v bistvu hoče odpreti na možnosti in ti hoče pokazati, te hoče naučiti, da nikoli ne reči nikoli, ker nikoli ne veš, kaj bo, nikoli ne veš, kaj se zgodi, nikoli ne veš, kako se stvari obrnejo. In zato, to sem jaz že spoznala, ne vem, po moj 15 let nazaj, ker sem prav videla ta vzorec, vsakeč, ko sem rekla, ne, nikoli, ne, ni šans. Pa čez eno leto sem že bila glih tam, ne, ker sem rekla, da ne bom. Namreč zarečeni kruh je tisti ta najslajši, najboljši, ne, tam se nekje vzhaja v ozadju in glih, ko je tisto ready to pop, pride pred tvoj nos in zdaj pa ajde, da vidimo, če res ne boš nikoli. In pogosto ugotovimo takrat, ko prijemo pred to priložnost, da smo imeli napačno perspektivo in zato smo rekli, tega ne bom nikoli, ne. Pol ti Bog pokaže to drugo perspektivo, tisto, ki jo prej nisi videl, ne. Tisto ta boljšo plat. In pogosto pač pol jemo ta naš zarečeni kruh in to je tudi prav. Zarečeni kruh je zdrav, ne, ker pomeni, da smo uspeli premagati neke svoje predsodke, da smo našli neko drugo pot. Ali pa da se je nekdo spremenil in smo tudi mi potem spremenili svoje mnenje.
Tako da zanimivo bi bilo videti, kaj bi se zgodilo, če bi se usoda z Stefanovičem malček poigrala, kaj bo naredil v tem primeru. Zdaj, ko je pravno zavezan, da z Janšo ne bo sodeloval, bi mi bilo zelo zanimivo videti, kaj bi se zgodilo, če bi prišel Stefanovič pred tako situacijo, da bi mogel zbirati, bom sodeloval z Janšo ali moram ven iz državnega zbora. Sicer ne vem, če je to realno možnost, ampak dajmo si predstavljati, da bi se lahko kaj takega zgodilo. Kaj bi Stevanovič naredil, ne? Bi sodeloval z Janšo ali bi pojedel svoj zarečeni kruh in se opravičil pred vsemi, oziroma ali bi sodeloval z Janšo in pojedel svoj zarečeni kruh, ali bi pač dejansko odstopil in rekel ne, jaz sem se zavezal in pač rajši se odpovem svojemu poslanstvu, kot da sodelujem z njim. Ker recimo druga možnost bi lahko bila tudi ta, da bi on, ko pride v državni zbor in ko spozna Janšo mogoče iz neke druge perspektive, ugotovil, da mogoče lih sodelovanje z Janšo bi pomagalo mu pri tem, da uresniči to svoje poslanstvo, ki je vrniti moč ljudem, pač to je vsaj njihov slogan v resnici. In kaj bi bilo, če bi on ugotovil, Janša bi mi dejansko lahko tle pomagal, sicer ne tako, da jaz kupim njegove ideje in služim njemu, ampak tako, da če skupaj delava, bom dejansko jaz lahko vrnil moč ljudem. In kaj bo takrat naredil? Se bo odločil vztrajati pri svojem tem pravnem zavezništvu ali bo požrl svoj zarečeni kruh? Zdaj, on, da bi šel proti tej pravni zavezi, ne vem, če bi on to prenesel, zato ker ima preveč zaprt svet. To nekako, no, si mislim. Zdaj pa druga stvar, ki me je pri Zoranu Stevanoviču malo tako dregnila tam, kamor ni treba, je pa bilo to, ko je na koncu rekel, mi gradimo mostove, ne zidove. In ko on to rekel, jaz sem bila tako, kaj? Kaj sem slišala? Mi gradimo mostove in ne zidove. Ne vem jaz, če bo to držalo. Takrat sem prav takoj se povezala z njegovo energijo, prav sem dala pauzo in mu rekla, Stevanovič, imaš še nekaj dni časa, da zgradiš en most. Ker jaz v tvoj svet ne morem, zato ker je obdan z debelimi, močnimi in zaščitenimi zidovi. Tako da tle sem jaz dobila veliko nezaupanja v Stevanoviča. No, kakorkoli, naslednji dan, to je bilo v nedeljo, jaz začutim, da se Kordiš in Feratovič nekaj dogovarjata. Podobno, kot sta se dogovarjala Janša in Golob. In neki so na to menita, tako jih vidim, da se neki pogovarjata in Kordiš je dal Jasminu, oziroma pač Miha je Jasminu rekel, ja, kul je, izvoli. In takrat je Jasmin prišel dobesedno v ospredje, njegova energija, ne. Njegova energija se je ful postavljala v ospredje in rekel je, da bi me on rad peljal v ta svoj svet. In mi je bilo ful zanimivo, v bistvu šli smo v njegovo pisarno, zdaj, okej, ne bom je zdaj opisovala, ker bom pol to, ko se lotim njegove energije. Jaz mislim, da bom tako, danes bom posnela, to bo v nedeljo objavljeno, ne, ta vpogled. Mislim, da bom posnela Feratovič versus Stevanovič. Torej, da bomo oba hkrati obdelali. V glavnem, on me je peljal v ta svoj svet, ful ima tako zanimivo pisarno in ful so najine energije sta se ful pokonektale. Čakaj, veš, kaj me zdaj zanima? To pa me res zanima. Me zanima, kaj on po horoskopu, to sem pozabila pogledati. Ko sem delala, ko sem gledala tale soočenje, sem šla pogledati, koliko so te fantje stari in sem bila v šoku za mnoge. Naprimer, pa zakaj mi toliko šteka računalnik? Jasmin Feratovič. Da vidimo. On ima komaj 29 let. 18. september, devica. Ampak on je mlajši od mene. Jaz sem bila v šoku, jaz mislim, da imam tako 37, ampak dejansko je ful mlad fant
in mi je še toliko bolj prirastel k srcu, ker tako mlad in tako pogumen. Dobro je. Potem recimo že Logar me je presenetilo, ker on je ful, dobro, ni star, no. Ampak jaz sem si predstavljala, da ima on tudi tam nekih 35, 36, 37. V resnici ima on 49 let. Zoran Stevanovič, ma vedno hočem reči Stefanovič. Zoran Stevanovič ima 43 let, kar mi je tako dosti blizu. Vladimir Preblič tudi se mislim, da je mlajši, da ima, ne vem, 42, v resnici ima 51. Miha Kordiš, sem že zadnjič ugotovila, da je malo starejši od mene, torej on ima 36 let in Jasmin Feratovič ima šele 29 let. On mi ne zgleda 29, on mi zgleda 37. Tako da pač energijo ima torej zelo, zelo močno in ljudje, ki ti dajo občutek, da so starejši, ne da izgledajo starejši, ampak ti dajo občutek, da so starejši, kot so v resnici, so energije, ki so že v preteklih življenjih veliko, veliko prestale in logično ljudje, ki so zelo veliko prestali v preteklih življenjih, imajo tudi zelo globoke svetove. Tako da on in sploh to, ker je predsednik stranke Pirati, definitivno ga vidim kot nekoga, ki je bil v preteklem življenju dejansko nek pirat, ki je v bistvu kradel zlatnike drugim ladjam, ampak zdaj v tem življenju, kdo je Jasmin Feratovič? On je nekdo, ki je pirat, ampak on išče tiste jame, ki so še bile neraziskane in tam pobira zlato, ne. Se pravi, pravi pirati, oziroma pravi pirati so glih to, kar sem zdaj opisala, ne. Pirati iščejo te skrite jame z zakladom, s skritimi zakladi, medtem ko pa podobno kot pri čarovnicah, ne. Čarovnice so čudovita energijska bitja oziroma čudovita energija, ki hodi po temi, ampak čarovnica je svetla, sveti, da se jo vidi v temi, da se vidi v globinah. Ampak so jo hoteli prikazati kot neko zlobno teto iz gozda. In isto je s pirati. Pirati so močna energija, to so taki gusari, ki hodijo po morju in iščejo skrite zaklade, ampak jih je pač filmi in vsi te, ki so bili proti takim zadevam, so pirate pa predstavili kot neke zlonamerne ljudi. Ampak sej dejansko pirati so tudi taki, no, da večina piratov je takih, da kradejo ladje, ne. To je njihov glavni namen. Ampak Jasmin Feratovič ni to. On ne krade drugim ladjam zlata, ampak on je profesionalec v tem, da išče skrito zlato, ampak kje ga išče? On ga išče v podvodnih jamah in tam je v bistvu neraziskano. Kaj to pomeni, da išče zlato? To pomeni, da on zna najti tiste poti, ki dejansko pripeljejo do nekih zelo kvalitetnih rezultatov. Samo on bi mogel, da bi to dejansko mu lahko uspelo, dobiti zelo, zelo veliko zaupanja, kar pa bo pri njemu zelo težko, ali zaradi tega, ker ima tako globoke svetove in avtomatično ljudje, ki imajo globoke svetove, jim ljudje zelo težko zaupajo oziroma so zelo tako skeptični, zelo. Ne. Recimo Zoran Stevanovič, on nima globokega sveta, on ima tisto trdnjavo, ne, in ta trdnjava izgleda močna, jaz sem močen, ampak ponavadi ljudje s trdnjavo imajo šibko notranjost, ranjeno srce, zelo močno ranjeno srce in v bistvu prav zaradi tega trdnjavo tudi zgradijo. Tako da ta dva, v bistvu z Jasminom sem se pol ful povezala v začetku tedna, ful mi je tako, pač uspela sem nekako prebuditi to njegovo otroško igrivost, ki jo pač malček skriva, kar je smiselno, seveda on mora biti stabilen, če greš v politiko, ne moreš biti glih ampak mi je pokazal to drugo plat, pač definitivno zelo zanimiv dečko, v glavnem ful mi je ustvaril, ful mi je dal plus točk, hočem, da so v parlamentu, to je to. No, pol sem pa imela nekaj časa dosti mirno, ni bilo nekih konkretnih dogodkov, dajmo reči, v začetku tedna. Pol pa se je pojavil Golob s tem KPK, ne. Je to pač prišlo ven, zdaj ne vem točno, kateri dan je to bil, sreda. Ampak jaz berem ta
KPK, pa integriteta, kršil integriteto, bla, bla, bla. Zdaj, jaz sem brala samo naslove in sem si ustvarila neko svojo zgodbico. Na koncu sem ugotovila, da sem si na podlagi naslova uspela ustvariti čisto ok zgodbo. Pač kaj se dejansko, kaj je problem, ne? In fora je bila, da so bili vsi bolj na tej strani, zakaj Golob ne odstopi. Golob pa je rekel, jaz ne bom odstopil. Okay. In zdaj mene to tle zanimalo, kakšna je zgodba v ozadju, oziroma energijska zgodba. In sem jaz prosila energijo, naj mi pokažejo zgodbico. In to zgodbico bom jaz zdaj povedala. In to zgodbico bom dala tudi na Facebook. To, tako kot sem naredila za Janšo, o tistem Janša je šel v gozd. Bomo zdaj naredili tudi za Goloba. Kakšno zgodbo sem jaz dobila, ne? Okay. Golob se je vozil na morje. Bil je v svojem avtu, rdeče barve, pel si je pesmi, sonce je sijalo, more je že videl na obzorju in on se vozi, si poje, vozi se tako po nekih ovinkih ob obali, ko kar naenkrat nasproti njega pridrvi avto, izgubi kontrolo in zapelje na njegov pas. Da bi se Robert izognil nesreči, hitro obrne volan, zleti ven iz ceste in pristane v grmovju. Seveda takoj pokliče avtovleko, da ta njegov avto odpeljejo domov, ne, v hišo. On je pravkar prišel v to hišo, postal je predsednik vlade. Ko se on pripelje, oziroma ko ga pripeljejo pred to hišo in pride na dvorišče, doživi pravi šok. Krt mu je razdejal celo dvorišče. Celo dvorišče je bilo zruvano. In on je leh slučajno bil tam, ujel je tega Krta, ga pogledal v oči in videl, da ima ta Krt eno oko rumeno in eno oko modro. Zanimiv detajl, kaj ne? Tako je vedel, komu ta Krt pripada in kdo ga je poslal. Hotel se je maščevati, ampak ni imel zdaj časa se s tem ukvarjati. Bolj mu je bil pomemben njegov rdeč avto, njegov rdeč konjiček. In gre on v hišo, ampak ko vstopi v to hišo, on doživi nov šok. Vse je bilo razmetano, vse omare so bile po tleh, iz pipe je špricala voda po celem stanovanju. Tam je vse nekaj curljalo, od tam je vse nekaj plapolalo. Skratka, v hiši njegov je bil cel kaos. In on je seveda nemudoma poklical varnostno službo Boben, ki jih je najel za to, da mu varujejo njegovo hišo. In v telefonskem klicu se pač javi direktor tega podjetja in mu pove, da je ogorčen nad situacijo, da je zelo zaskrbljen nad tem, kaj se dogaja, da ni zadovoljen, ker se dogovori niso izvršili, namreč ti dogovori so bili, naj se to ustavi. Zato, ker Robert vsakič, ko je prišel domov, je bil nek problem, ampak zdaj je bil to res pač to je preseglo že vse meje in je Robert znorel in je rekel, hočem, da se o tem specifično pogovoriva, o tej situaciji, pač to je treba razrešiti. Dogovor je bil, da se to ukine, da se ustvari boljši varnostni sistem. In zdaj pa fora je v tem, ne, fora je v tem, da ta Boben, ne, agencija, varnostna služba Boben, oni že dlje časa varujejo to hišo oziroma so jo varovali in fora je bila, da so se vedno dogajale neverjetne stvari. Kljub temu, da so imeli vse posod te kamere, oni niso videli nobenega zločinca. Enostavno so te predmeti kar sami leteli po hiši, kar sama je voda začela špricati iz špine, kar samo vse neki in so bili na nek način prestrašeni, ampak hkrati tudi niso razumeli, kaj se dogaja. Direktor varnostne službe Boben, on je delal vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi odkril tega zlikovca, ki to počne, ampak mu to ni uspelo. In kar je bilo še hujše,
Še hujše je bilo to, da kadar je našel še tisti zadnji oprijem, s katerimi bi lahko te nevidne duhove ustavil, so se enake stvari začele dogajati tudi pri njemu doma in tega se je on ustrašil. Takrat je on ugotovil, da je tukaj nekaj čudnega v ozadju, da to niso več nevidni duhovi ali pa neke temne sile, ampak je to nekaj veliko, veliko hujšega. In dejansko je dobil pogled v to, kaj bi to lahko bilo, in tega se ustrašil. Zato je klical Roberta in rekel: odstopam, jaz bom dal odpoved iz te službe, ta varnostna služba se umika od varovanja vaše hiše, zato ker čutim preveč pritiska. In zdaj Robert je bil, kakšen pritisk, kaj pa jaz, poglej, kaj ste mi naredili, kaj se je zgodilo v mojem stanovanju, in vi ste bili odgovorni za to, da se varuje, in glej, kaj vam zdaj tlele, ne. Tako da pač, če ta direktor podjetja Boben se je umaknil, zakaj? Zato, ker to, kar je on videl, je bilo nekaj, česar si ni upal povedati na glas. In zato je poiskal drugačno pot, da bi se umaknil iz situacije. Ta zgodbica mi je odprla nekaj zelo zanimivega. Jaz sem to zgodbico napisala in jo objavim na Facebook. In čez nekaj časa jaz začutim energijo Roberta. Končno je prišel v ta moj svet. Ker mene je Robert nazadnje zaprl v zapor, ne. In pol jaz z Robertom se nisem več mogla povezati. In Robert je prišel v moj svet in jaz sem bila, lej, in je rekel, da to je on hotel. On je točno to hotel. Kadar sem se jaz povezala z njegovo energijo, on je pričakoval, da bom jaz o njemu govorila neke take zgodbice, ne. Potem pa sem govorila, v bistvu sem pisala njegovo energijo, njegovo pisarno, in to njemu ni bilo všeč. Sem povedala malček preveč iskreno, kakšna je njegova energija, in to njemu ni bilo všeč, zato me je zaprl v zapor, ne, da ne bi odkrila teh njegovih skrivnosti. Ampak zdaj, ko pa sem jaz predstavljala to drugo plat, ne, tako zgodbico, domišljijsko, to pa je bilo njemu všeč in je prišel nazaj in me je spustil globlje v svoj svet, se pravi, odprl mi je vrata globlje v njegovo energijsko polje. In takrat sem uspela priti do te njegove čustvene plati in on mi je povedal pol drugačno zgodbo. On je povedal tako. V resnici, kako gre ta zgodbica, on se je peljal na morje, ni se res peljal na morje, okej. Moram poudariti za tiste, ki ne razumejo. Je rekel, da se je vozil pač na to morje in da v resnici sploh ni bilo nobenega avta, ki mu je prišel nasproti, ampak da je on po nesreči šel na drugi pas in pol je hotel popraviti, ampak je izgubil kontrolo in je pristal v grmovju. Ne. Ampak je rekel, zakaj sem jaz pol to zgodbico malček spremenil, zato ker mi je nebistveno, ne, ker nima veze zdaj, ali je dejansko nekdo drug prišel, ni bilo nesreče, nobenega nisem oškodoval in pač nisem hotel jaz izpadati preveč nesposoben, zato sem si pač to tako sem predstavil, kot da je nekdo drug zapeljal na moj pas. Ne vem, to je bil verjetno takrat kakšen konflikt, kje, ne vem, nisem spremljala. No, in ko je on pol prišel domov, je rekel, da ko je on odprl vrata te hiše, to ni res, da ni bilo nobenega, to ni res, da so letele stvari kar same od sebe, ampak on je v hiši zagledal en kup nekih ljudi, kot da bi bili to neki, je opisal, kot da bi bili to neko pleme afriško, ki so celi neki taki polni tistih, veš, ko si dajo te obroče, pa v ustnicah imajo tako leseno pa prebita lica, pa leseno palico čez in čez, pa imajo take bele črte, vse neke porisane pa one brazgotine, ko si delajo, ko imajo v bistvu brazgotinasto telo, v takih vzorcih, pač neka taka afriška plemena nekako, pač to, da so bili oni notri in on je bil zgrožen, ko je to videl. Ampak fora je, da je samo on to videl. On, ko je to videl, on je bil
to je bila neka taka grozota, ki jo on videl, da je rekel, jaz sem bil v šoku. Jaz sem bil v šoku, ker pač, ne vem, tako mi je on razlagal. Fora pa je, da ta direktor Boben, direktor podjetja varnostne službe Boben, on je tudi videl dejansko, kaj se dogaja, ampak fora je bila, da na kamerah ni bilo videti nič. Nič, nič. Ne? Na kamerah ni bilo nič. Na kamerah je izgledalo, kot da te stvari letijo same od sebe. In tle sta se oba na nek način ustrašila, in skoraj se zdi, kot da sta ona dva na nek način predstavlja neko tako cel šmoren od tega vsega, zato ker nobeden ni hotel dejansko vedeti, kaj se dogaja v ozadju. In na tak način je rekel pač tale Golob, ok, jaz sem že speljal ven, pač dej ti to tako predstaviti, to bo trajalo, kot da sta ona dva to, ma ne, da sta res, ne, jaz ne pravim tega, logično. Mislim, ne bi dvomila o tom, da sta se ona dva tako sestala nekje na skrivaj in rekla, da gremo tako narediti. Ti me toži, kao, da sem izvajal pritisk, integriteta, ono tretje in bomo šli na tak način, da ne rabi nobeden povedati, kaj smo mi videli v resnici, kaj se je dogajalo v ozadju. Ker če se to izve, ne vem, kaj bomo naredili. Ampak to je nekaj tako strašnega, mislim strašnega, nekaj, kar v bistvu je fora v tem, da je Bobnarjeva predvsem s to akcijo pokazala, da je sistem kot tak že slab, ne. Sploh ni fora v tem, da bi bilo, da bi res Golob kaj, ampak sistem kot tak je slab, ni pravilno zastavljen in tukaj se je pač to nekako pokazalo. Tako da meni je to pol Golob opisal in je pokazal, kakšna je resnična situacija te zgodbice, kar mi je bilo zelo zanimivo. Gora Slovenija!